Kje ste, dragi moji alieni, če se za nov true crime? A drugače imate fajn december? Aj, drag se je okozen. Je bo pršil, da je tak mraz. Daj, da je tak mraz. Naj živim. Anyways, dragi moji, za ta true crime sem večkrat scrollala po True Crime Daily. Že ko prebereš naslov, da je nora babica ubila svojega zeta in šla potem praznovati in zapiti to situacijo, sem vedela, da moram o tem narediti video. You're gonna hear about it. Samo še omenim, da bo v tem videu precej posnetkov, ker je verjetno dobra stvar glede na to, da so taki absurdni. Da boste vedeli, o čem govorim, dajmo si kar pogledati tale video, kako je ta babica Cynthia vesela iz neznanega razloga, da je neka oseba mrtva. Is he dead? He's dead, man. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy. You don't feel bad about it? No. Moški, za katerega je bila ona na tej točki toliko vesela, da ni več živ, je bil Gerard Estaquilo. To nekaj ur potem, ko so se te streli sprožili in ko je bil ta napad na to osebo, samo nekaj ur potem je nastal ta intervju, ko ga gledate. Whoever you pray to, you make sure that I don't pray to everybody. Call on a higher power. I prayed today. Okay. First time ever prayed. What'd you pray for? Hope to die. Oh, boy. Vse skupaj se je zgodilo v mestecu imenovanem Fallbrook v Kaliforniji. Gerard je bil tisti tipičen družinski moški, živel je svojo ženo v tej hiši, no vse zadnje izgleda res velika in izgleda, da so bili res premožni. Imel je 2 otroka, bil je agent za nepremičnine in bil je tudi rugby trener za otroke. Kar ga opisujete njegova sestra in pa brat ga opisujete kot res dobrega človeka in predvsem družinskega človeka. Kar se najbolj mogoče najbolj poklapali z informacijami, ki še pridejo. Kar se tiče teh velikih bogatih hiš, kot so imeli oni, imajo ponovadi zraven tudi guest house oziroma neko manjšo hišico, kjer lahko pridejo gosti ali pa imajo guest rooms ali pa guest neki, klet, ne vem. Tukaj je bilo očitno prav guest house zraven in v tej guest hiši za goste je takrat stanovala Cynthia. Cynthia pa je bila mama od žene od Gerarda, od Sofije. Cynthia torej je tašča od Gerarda in v bistvu mama od njegove žene. Takem so v tem gospodinjstvu takrat živele 3 različne generacije pod eno streho, zdaj pa kako se je to razpletalo. Kar se tiče odnosa med Cynthijo in Gerardom, je bil baje že dolga leta, tančneje 13 let, pač ni bil dober. Nista prišla skupaj, nikakor nista funkcionirala. Razlogov je bilo več, ampak glavni razlog oziroma en izmed glavnih razlogov je bil to, da je bila ona med drugimi kadilka. Predvsem se on ni strinjal s tem zaradi tega, ker je bila pod njegovo streho, dobesedno. In predvsem je to motilo, če bi karkoli takega počela v bližini njegovih otrok, kar nekako razumem. Ampak je mogoče narobe postopal, kar se tega tiče. Če je on recimo sedela na vrtu zunaj in kadila, jo je on recimo pošprical z šlaufom za vodo, s katero je škropil vrt. Tukaj se začne majčkeno lomiti tista percepcija, da je bil res tako dober družinski človek, ker si težko predstavljam, da bi to počel na najbolj ljubek, krotek, ljubeč način. In isto je počel tudi ženi, Sofiji, samo njej pa ne za kajenje, ampak bolj v smislu, če je rekla kaj, kar njemu ni ustrezalo. Ne predstavljam si zdaj, v kakšni meri je bil to hec ali v kakšni meri je bilo to abuse varianta, nisem ziher. Ena velika točka njunga nestrinjanja je bilo pa to, da kako sta vzgajali različne otroke. Cynthiji ni bilo všeč, kako je on vzgajal otroke, predvsej tako po vojaško pa je, medtem ko njemu jasno ni bilo všeč, kako bi si ona želela vzgajati te vnuke. Meni je vroče. Ok, ta dan, when everything went down, ko se je vse to tragično zgodilo, je bil en poseben dan in sicer prav rojstni dan od Cynthije. Torej njena hčerka je takrat se odločila in želela njo razvajati, peljati ven, jest, pit, predvsem se dobro imeti. In to se je tudi zgodilo, ampak to ni bila prva stvar, ki se je ta dan zgodila. Preden bi do tega praznovanja prišlo do strelov. Si kar pogledajte posnetek. How many rounds do you remember firing? 15? Yes. Did he say anything to you? Oh, Grandma, I love you. He said that to you? Yeah. After you shot him, he said, Grandma, I love you? Yeah.
Jasno, policija je šla v akcijo, prišli so in žrtev so videli že potem, preden so vstopili v hišo in so samo čez okno pogledali in je že v bistvu Gerard ležal na tleh, v tem primeru niti ne žrtev, ampak že truplo, ker je bil mrtev. Valjda vse, ki so klicali po telefonu, so bili tako v nepopisanem strahu in what the fuck happened, medtem ko so klicali mamo od Gerarda, je pa prva stvar, ki jo je rekla, she's done it, she killed him, torej, evo pa je to naredila, ubila ga je. In ona je dejansko na tej točki čutila in vedela, da je Cynthia njega ubila. Policistov so sumili na storilca znotraj družine zaradi raznih tistih prvih okoliščin in dokazov, ampak niso točno vedeli, koga sumiti. Nisem pa še omenila pomembne stvari in to je Gerardov prvi sin, 18-letni sin, torej še vedno tam nepolnoleten, ki pa je bil odvisnik od drog. Odvisnost je močna zadeva in če nimaš denarja pri tej starosti, ker ga on verjetno ni imel, tudi če bi ga imel, bi ga še verjetno zapravil za droge, si noro želiš denar, da prideš do drog, katero si noro želiš in on je bil prav tako osumljen, se pravi, ni bilo logično nobeno samoumevno, da je kriva Cynthia. Pa jasno, Cynthia hitro odpeljali na policijsko postajo, ampak preden so jo in ko so jo dobili na tistem mestu, ker so jo, je bila ona v svojemu najljubšemu coffee shopu, praznovala svoj rojstni dan, jedla, pila, bila ful vesela in ful razigrana in ko je ona prišla na policijsko postajo, ni prišla nič poklepana, ko je prišla, no, kje ste, kaj ste, kako ste, kaj delate, how are you, how you doing? Poglejte si video, kako je bilo k njej v tej sobi za zaslišanje policista povesta, da je bil od nje hčerke mož umorjen. Is he alive? He's not? Oh, good. Oh, thank you. In tukaj tudi razloži na tej točki, kaj vse slabega je on naredil, da je končno ga nekdo mogel ustaviti, da je šprical z vodo in vse to, kar se je njej žalga zgodilo. Še ena stvar, ki njo zmotila, je to, da je enkrat hčerki rekel, ki je šla na črkovalno tisto čebelico, ki imajo Američani, ki ful črkujejo in imajo tekmovanje o tem. No, ta mala hčerkica je šla v šolo na ta tekmovanje in je rekel, ne bi tako oblečena zgledaš, da si iz geta, in to je tudi Cynthia ful ven vrgel in prizadel in si mislila, da hek. Tukaj pa Cynthia v bistvu vprašala, ga je kdo poskušal ustaviti in ona gladko reče, jaz, I did, in jo vprašajo, ali je mrtev, oni strvejo, ampak valjda te morajo zaslišati in rečejo, ali je mrtev in ona reče, I hope so, torej upam. In ona tukaj mirno in gladko pove, da ga je ustrelila parkrat v hrbet. Predevamo, da 5krat, glede na to, koliko je imel njen revolver sploh. Metkov za noter, pardon, jaz ful se ne spoznam na pištole, in vmes je mogla skozi to polniti in reče, 5krat ga ustrelim v hrbet, wasn't enough, ni bilo dosti, ni bil še mrtev in to se je zgodilo še zunaj pred hišo, ker je šla ona nafilati nazaj pištolo, šla za njemu, ta čas se je on že preplazil v prostor noter, ker je očitno hotel do telefona, predvidevam poklicati policijo ali pa nekako na pomoč. In ga je ona še 5krat ustrelila, še vedno očitno ni umrl, je šla še enkrat v avtomobil, še enkrat napolnila pištolo, prišla nazaj in ga še 5krat ustrelila. In ko njo vprašajo, kolikrat ga je ustrelila, pač ta happy babica ponosno pove, da 15krat. Rounds do you remember firing? 15? Yes. Če pozamemo, kaj je Cynthia storila potem, ko je nekoga 15krat ustrelila in posledično ubila, je to, da je šla praznovati svoj rojstni dan, jest, pit in gamblat za 2 ure. Valjda jo pol zaprejo, ampak preden se to zgodi, pridejo na obišče družinski člani, preden jo dejansko odpeljejo forever, obviously, in so te heartbreaking pogovori. Oh, God. I wanted to. Oh, my God. Birthday. No. 13 years I wanted to go get him. I'm devastated. Oh, honey. Oh. Come kiss me, please. No, you killed my dad. Ta prva je bila Laura, torej žena od Gerarda, kjer se je pač valjda srce zlom, ne more verjeti, da je mama to naredila. Jaz ne vem, verjetno se vsi strinjamo, da ta babi izgleda psihično nelih stabilna, čeprav nikdar ni omenjen nikjer, da ona ne bi bila psihično stabilna.
Na sodišču ugotavljajo še par zanimivih stvari, in sicer, da je bil ta umor vnaprej splaniran, zaradi tega, ker ona si pač priskrbela to pištolo, ne samo to, trenirala je s to pištolo, šla je na strelišče in 2 tedna prej trenirala. Na sodišču potem naj bi se ona naslavljala kot ghetto grandma in tudi Laura, se pravi njena hčerka, je bila nekako na njeni strani pričala, da je on dejansko bil nasilen. Mislim, da v smislu, da bi zmanjšala zaporno kazen, ker še zmeraj veliko ne moš narediti pri njeni starosti, šla je v zapor, ne vem, za 40 ali 50 let ali 60. Skratka, nemogoče, da bi še kdaj ven prišla. Edina stvar, ki tukaj gre od začetka do konca pri tej ghetto grandma, je to, da pač ne kaže nobenega obžalovanja. Me zanima, kva je mogla to zelo ven vršiti. To je to za danes, za ta true crime. Upam, da vam je bil zanimiv, meni je bilo to. Se vidimo kmalu, če je tole okrog praznikov, vam pride ful lepo praznujte Nov let pa Božič, ali pa če ste že, ne, mislim, da še boste. Radi se imejte, Iljenčki moji, aj čau!